Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Marku. Tisti čas je šel Jezus s svojimi učenci v vasi Cezareje Filipove. Med potjo je učence spraševal: kaj pravi ljudje, kdo sem? Odgovorili so: Janez Krstnik, drugi Elija, spet drugi eden od prerokov. In vprašal jih je: kaj pa vi pravite, kdo sem? Peter mu je odgovoril in rekel: ti si Kristus. Strogo jim je prepovedal, da bi to komu povedali. In začel jih je učiti, da bo sin človekov moral veliko pretrpeti, da ga bodo starešine, veliki duhovniki in pismovki zavrgli in umorili, da bo po 3 dneh vstal. O teh stvarih jim je odkrito govoril. In Peter ga je potegnil k sebi in mu začel braniti. On pa se obrnil, pogledal po učencih in posvaril Petra: poberi se, proč od mene, Satan, ker ne misliš na to, kar je Božje, ampak na to, kar je človeško. Tedaj je poklical k sebi množico skupaj z učenci in jim je rekel: če hoče kdo hoditi za menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj. Kdor namreč hoče rešiti svoje življenje, ga bo izgubil. Kdor pa izgubi svoje življenje zaradi mene in zaradi evangelija, ga bo rešil. To je Kristusov evangelij. Današnji evangelij, brati in sestre, nam predstavlja kar 3 reči. Prvo je vprašanje, na katerega je Peter edini odgovoril. V nekaterih evangelijih lahko tukaj še vidimo, kakšno pohvalo je Peter doživel. Drugi del je tisto, ko je Peter tako grobo zavrnjen, zato ker je hotel Jezusa spraviti na svojo pot, ne Božjo. Tretjo pa o življenju, kako ne človek reši svoje življenje. Verjetno sta res prvi 2 stvari potrebni, da osvetlita tretjo. To, ko je Jezus vpraševal svoje učence, kaj ljudje pravijo, kdo sem, namreč to ne bi bilo potrebno, ker Jezus je vedel, kaj ljudje govorijo o njem, pa tudi je vedel, kaj oni mislijo o njem. Kot pravi Bog, te misli srca niso bile skrite. Vprašanje pa je bilo potrebno zaradi učencev, pa zaradi nas. To se je zgodilo prav na severu Galileje. Cezareja Filipova, gor na severu, že sama Galileja označena, to so bolj taki slabi verniki, pogani, ti ljudje nimajo z Bogom kakšnih dobrih odnosov, ali pa bolj z maliki. No, vse današnji utrip življenja v naši tudi slovenski družbi je na nek način lahko podoben celo v Galileji pred 2000 leti. Ampak odgovori, ki so jih ljudje dali, pa niso bili tako slabi. Nekateri so govorili, da je Janez Krstnik. Namreč kralj Herod ga je umoril. Tako močno so ga cenili, da so ljudje rekli: Jezus nadaljuje njegovo delo. Ali je pa Elija? Elija je bil prerok, ki je ohranil vero, zvestobo Bogu. Niso rekli Mojzes, ki je rešil iz sužnosti, ampak Elija, ki je vero ohranil. Ali pa kdo izmed prerokov? Prerok je človek, ki meni pove, to je dobro, to je pravilno. Tega se drži. No, potem je od mene odvisno, če to upoštevam. In na koncu, po teh vseh vprašanjih, je nastopilo tisto, ki je res pomembno.
Vprašanje je bilo, kaj vi pravite, ki ste moji učenci, to sem. Samo Peter je odgovoril, ti si Kristus. Nekateri evangelisti napišajo, ti si Kristus, sin živega Boga. Tukaj po Marku je zelo kratko poročilo, pohvale tukaj nismo slišali, a je bila prisotna. Ampak Jezus je rekel, da ne boste komu o tem govorili. Čeprav povem, če se ne zmotim, zakaj ne smem to govoriti? Jezus je dobro vedel, kaj pomeni za Petra Kristus. To je po slovensko maziljenec. Mazili so kralja, mazili so voditelja naroda. In Peter je rekel, ti si Kristus, ti si tisti, ki boš mene rešil, pa moj narod. No, v tem se Peter ni nič motil. Res je rešil njega in njegov narod, ampak to, kar je Peter čutil, poznal, vedel, spregovoril, je tako malo. To je tako malo. Jezus je veliko več, kot je predstavljal si Peter. Zato mu je rekel, da ne boste o tem kaj govorili. Ker če boste o tem govorili, bodo ljudje, ki bodo vas slišali, imeli preoski pogled, premajhno predstavo o meni, ki sem Kristus, kar je res, tudi Božji sin. Presegam vašo misel. In to se je kmalu poznalo, potem, ko je Jezus govoril, mene bodo pismuki, farizeji, tisti, ki so v vrhu voditeljev našega naroda, izdali in umorili. In ko je Peter to slišal, gledajte se, to je iskrenost, je rekel, Gospod, to se ne sme zgoditi. Ker če se bo to zgodilo, kdo bo mene rešil? Je že en košček sebičnosti. Jaz sem brez pomočnika, pa moj narod, no še nad njega poglej. Ne morajo, da tebe umorijo, pa bo konec. Kdo nas bo rešil pred temi Rimljani? Toliko let nas zatirajo, pa sramotijo. Še Boga sramotijo. In dobra misel, pa zopet preoska. In kakšna zavrnitev, proč od mene, Satan. Se tukaj ni zavrnil Petra, ni rekel, proč od mene, Petra. Ampak tista misel, ki je na začetku pravilna, dobra, lepa, vsaj tako človek misli, je lahko tudi odključa. Zato, ker človeka pelje stran od Boga. Seveda, vsak greh, ki ga človek naredi, ne bi naredili greha, če ne bi bil vsaj na začetku všečen, mamljiv, prijeten, nekaj pridobimo. Vsak greh je na začetku predstavljen vsaj v podobi lepega morebita, pa da nekaj pridobivam. Zato je Peter prišel s tako besedo k Jezusu. Jezus je pa celoto pogledal. Peter je imel en delček, Jezus pa celoto. In je rekel, proč od mene ta misel, ker ta misel uničuje Božje delo, ki je veliko večje od človeškega. In potem tista beseda, kdor hoče svoje življenje rešiti, ga bo izgubil. Spet ne gre v našo človeško pamet. Kje je zdaj stičišče te Božje besede? Človek lahko po verouku, po učenju Boga spozna, ker se je o njem učil, ker je o Bogu slišal, ker so mu drugi o tem povedali. In človek ima znanje in lahko da pravilni odgovor. Peter je dal pravilni odgovor. Korak naprej pa je odnos do Boga. To pa ni samo veroučna ura, učenje, znanje, ampak je življenje. Jaz lahko stvari poznam. Vem zanje. Če me to povpraša, povem ljudem. Ampak me ne zanimajo. To je stvar, ki so. Vem, sem slišal, prebral, zvedel, ampak nič se to mene ne dotika.
Jezus pa želi mene tako vprašati, kaj pa jaz pravim, kdo sem, kdo je Jezus Kristus za mene, kakšen odnos imam z njim, kje se gradi ta odnos. Včasih se gradi tudi po poti preizkušnje, danes, ko je dan žalujočih. To je verjetno najbolj kritična oblika življenja v preizkušnji, stiski, žalosti, izgubi, ko človek in Bog skupaj gradita odnos. Namreč v tej gradnji se lahko zgodijo dve stvari. Lahko človek Boga zavrne. Če bi Bog bil dober, se mi to ne bi zgodilo. Mojim bližnjim, ki je tako dragocen človek, če bi bil Bog dober. To je človeška pamet. Lahko je pa v preizkušnji človek s korakom, ki gre k Bogu, pa reče, življenje se nisem dal, mojemu otroku, ženi, možu, nisem dal življenja, saj mi je bila žena, mož, otrok, bližnji podarjen. Kot dar je prišel življenje. Če je Bog dal dar življenja meni, potem bo tudi On sam, ki mi to daje, najbolje znal peljati ta dar. To je moje življenje po taki poti, da bi res živel, ne životaril. In ko človek gradi odnos z Bogom, preko molitve, včasih tudi preko preizkušnje, pa tudi v lepih trenutkih, radostnih, veselih, pa preko zakramentov. Potem lahko ima moč, da svoje življenje izroča Bogu. To je na prvi pogled nevarna stvar. Če svoje življenje Bogu izročim, kaj pa moje želje, moje pričakovanja, to, kar bi hotel, želel, a to pa kar stran pomene. Od mladega človeka, od otroka, ki gre v šolo, vsak ima želje, pričakovanja. In če svoje življenje dam Bogu na razpolago, nekaj v konperu, tako kot On zamisli, takrat, ko človek vsaj zasluti, da je Bog tisti, ki mi želi najboljše. Jaz poznam delček, tudi svojega življenja, Bog pa celoto. Šele takrat lahko Bogu reče, Gospod, pa pelji moje življenje. Zato, ker če boš ti peljal moje življenje, ker si mi ga dal, potem vsaj po svoji pameti mislim, da ne bo zgrešeno. Če ga on pa sam, vedno sam peljal, je pa velika nevarnost, da bo ponovno in ponovno takšna napaka. In napaka je težka stvar, boleča, je hudo. Zato Jezus pravi, kdor hoče rešiti svoje življenje, to pomeni po svoji pameti, sposobnosti, mišljenju, ga bo izgubil. In ta Božja beseda, ki v teh 3 korakih nas vedno znova vabi, kakšen je moj odgovor do Boga, kakšno je moje mesto, odnos z Bogom, kaj čutim in kako si upam prepuščati svoje lastno življenje Bogu, da ga On vodi. Šele takrat, ko je globok odnos z Bogom, preko zakramentov, molitve, tudi preizkušnje, je človek vsaj deloma sposoben izročati svoje življenje Bogu. In več to izročimo svojega življenja Bogu, pa tudi svoje bližnje. Večje zagotovilo imamo, da imamo radost, polnost življenja in smo na varni strani. Naj nam bo ta Božja beseda vzpodbuda takrat, ko bo tudi trenutek preizkušnje v življenju. V zaupanju, Bog je tisti, ki vidi celoto, jaz pa vidim delček življenja. Zato vas vabim, da tudi skupaj izpolnjujemo. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnega nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in enega Gospoda Jezusa Kristusa,
edinorojenega Sina Božjega, ki je z očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, duša od duši, brani Bog od pravega Boga, rojen in slavljen, enega bistva z očetom in je po njem vse